Pozdravljeni. Danes nekoliko drugačen prispevek. Namreč skupaj bomo skušali ugotoviti, ali se splača zapravljati denar in čas za avtomobilčke Hot Wheels. Na začetku moram poudariti, da ta prispevek ni sponzoriran ne s strani kakšne trgovske verige, ki prodaja te avtomobilčke, še manj pa iz strani uvoznika oziroma proizvajalca. Dvomim, da sploh vedo za moj obstoj. A to sedaj ni važno. Treba je poudariti, da mnogi navdušenci se radi igramo z avtomobilčki. In to verjetno marsikdo ne bo priznal, ampak verjamem, da je vsakemu ljubitelju Formule 1 nekako naravno za maketo, vsaj v mislih, če ne drugače, zapeljati krog ali dva. In tako je beseda nanesla z enim izmed sledilcev tega kanala, da smo se začeli pogovarjati o znanih setih Lego kock, kjer lahko nekdo sestavi ali znamenite bolide, na primer Williams, Nigela Mansella, McLaren Ayrtona Senne ali pa Ferrari Michaela Schumacherja, ter po drugi strani obstajajo tudi manjši kompleti, kjer so na vrsti malce bolj aktualni bolidi. In tu je treba povedati, da se cene gibljejo od dobrih 25 evrov pa tja čez 80. In meni osebno se zdi to ogromno. Za tak denar se lahko dobi ob določenih popustih, ki se ob vsaki sezoni zvrstijo pri prodajalcih, kar lepo maketo. Ampak otroci se radi igrajo, tako oni pravi, kot tudi oni malce večji. In zakaj ne bi imeli nekaj, kar lahko stane 2 evra, mogoče 2,5 evra, ki je izjemno dobro narejena zadeva in s katero se ni škoda igrati, ampak jo ni slabo imeti niti v veterini. Pri Hot Wheelsu so naredili odlitek znamenitega Lotusa 49. In tu priznam, da sem pristranski. Namreč znano je, da je Lotus moja najljubša ekipa, vidi se tudi na steni. In seveda Jim Clark je po mojem skromnem videnju najboljši vseh časov. Ampak tu si bomo danes ogledali prvič, kako dober je ta avtomobilček, ga sploh lahko imenujemo maketa. Ogledali si bomo variante, ki so naprodaj, vse po tisti, imenujmo jo zmerni ceni, in na koncu skušali ugotoviti, ali se to splača ali ne. In najprej je treba povedati, da vsaka maketa, ki se tako imenuje, mora biti v nekem merilu. In torej je ta avtomobilček iz serije Hot Wheels sploh v kakšnem merilu, ali so pa na približno naredili nekaj podobnega tistemu bolidu, ki je na proge svetovnega prvenstva Formule 1 prišel davnega leta 1967. In tu prvo presenečenje. Bolid je v merilu 1:64.
kar je malce neobičajno merilo, ampak obstaja. In tu je treba povedati, da kljub ugodni ceni je zadeva dokaj točno narejena. Seveda tu sedaj lahko vidite primerjavo med Lotusom iz serije Hot Wheels in Williamsom FW15C, ki je prišel v mojo zbirko po dokaj nejasnih poteh, ampak je v istem merilu, ampak kar je bolj pomembno, je to, da ga je napravil Mini Champs, eden izmed najbolj priznanih izdelovalcev takšnih maket. Razlike so razvidne že na prvi pogled. Seveda pri onemu Hot Wheels so pnevmatike plastične in niso iz gume. Vidi se marsikatero podrobnost, da je nekako izpuhtela, posebej tam v območju motorja, in seveda obese so izjemno poenostavljene. Če primerjamo znameniti bolid številko 5 v merilu 1:46 in poleg njega damo tistega, ki je napravljen v merilu 1:43, bomo videli seveda gromozanske razlike. Kot sem že povedal, v tem manjšem merilu obese niso tako dodelane kot v onih malce boljših izdelkih, in treba je povedati, da tudi Mini Champsov bolidek nima vseh tistih podrobnosti, ki jih vidimo pri bistveno cenejšem bolidu drugega, recimo temu splošnega proizvajalca. Ampak tu je treba povedati, da vkolikor kdo želi, lahko tudi maketo Hot Wheels izboljša. Seveda nikoli ne bo na tistih nivojih, ki jih vidimo pri, recimo temu, profesionalnih izdelkih, ampak govorimo o zadevi, ki stane 2 evra, morda 2,5 evra. Zato moramo tudi to imeti v mislih. In treba je povedati, da pri Hot Wheelsu so napravili 3 variante tega znamenitega bolida. Oni številko 5. Tega smo seveda videli na veliki nagradi Nizozemske v že citirani sezoni 67, s katerim je Jim Clark zmagal dirko pravzaprav takoj na to, ko se je usedel prvič v bolid. Ne smemo pozabiti, da govorimo o bolidu, ki je prvi imel motor Ford Cosworth DFV in je zagotovo eden izmed mejnikov. Če se bo kdo potrudil ali če koga zanima, obstaja tudi varianta tega avtomobilčka. Praktično ista zadeva številko 4. Tu je treba povedati, da je voznik in dno nepobarvano, torej izgleda črno, ampak ker gre za to sivo litino zamak, je zadeva malce drugačna in lahko bi dejali, da je ta ponazarja bolid Grahama Hilla, mislim, da iz velike nagrade Španije, ali pa bi lahko dejali, da je to bolid, s katerim je Jim Clark dosegel zadnjo zmago, torej zmago na dirki za veliko nagrado Južne Afrike leta 68, in pomembno bi lahko bilo tudi iz tega vidika. Ampak, če se kdo potrudi, bi lahko naletel tudi na tretjo varianto. Ta je seveda v čisto drugih barvah, zopet številko 5, ampak ponazarja nekaj zelo pomembnega v zgodovini Formule 1. Prav v sezoni 1968
so v Formulo 1 vstopili pokrovitelji. In pri ekipi Lotus smo lahko videli, da so zamenjali tisto značilno barvo British Racing Green z to rdeče-belo-zlato kombinacijo. Kombinacijo tobačnega pokrovitelja Gold Leaf. Tudi iz tega vidika zanimiva zadeva. In verjetno marsikdo se sedaj sprašuje, ali se splača imeti čeri avtomobilčke v zbirki, ki so skorajda enaki. Priznam, da prvega, tega številko 5, sem kupil čisto po naključju iz radovednosti. In seveda, dragi prijatelj Jože, ko je prišel na obisk, mi je prinesel onega številko 4. In priznam, da v trenutku, ko sem imel 2, sem poiskal še tretjega. Sicer tudi zato, ker je cena posameznega komada sorazmerno nizka. A tu je treba dodati, da obstaja še 4. varianta, ki je fantazijska in jo sam ne priporočam. A pustimo sedaj to. Vkolikor so vam všeč bolidi Formule 1, vkolikor poznate nekoga, ki ga zanima Formula 1 in bi mu radi nekaj kupili, nekaj, kar ne stane veliko, ampak lahko pokaže vaš interes do tega športa. Vkolikor želite nekega otroka obdarovati z neko stvarjo, ki bo spominjalo na Formulo 1, je po mojem mnenju to idealna rešitev. Prvič, stane približno 40-krat manj kot set Lego kock, kjer lahko nekdo sestavi tiste znamenite bolide šampionov. Drugič, otrok se lahko z njim igra, če ga poškoduje ali izgubi, ni nobene škode. In to velja tako za one otroke v manjši izvedbi, kot tudi one v malce večji izdaji. In treba je povedati, da tretjič, tudi če nekdo zbira makete, tako kot jaz, ima lahko v svoji zbirki prav te, po eni strani cenene izdelke, ampak po drugi dovolj dobre, da se lahko z njimi marsikaj pokaže. Torej, če imate čas in voljo poiskati v tistem ogromnem kupu avtomobilčkov Formule 1, ki jih izdeluje Hot Wheels, jih sam toplo priporočam. Drugače pa lahko prepričate koga mlajšega, da to naredi za vas. Za 2 evra mislim, da si jih lahko vsakdo privošči. In na polici, na delovni mizi, kjerkoli, bodo zagotovo naredili svoj vtis. A toliko za danes. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.